Dobar dan vsem. Poglejmo zdaj, kako narisati graf funkcije tangens na enem listu A4 s kvadratki od 5 mm. Torej, kot prvo povem, da zaokrožimo pi na 3, ker razlika se ne bo opazila, ko narišemo, in to nam dosti poenostavi vse. Potem moramo upoštevati, da funkcija tangens se ponavlja vsakih 180 stopinj ali pi radianov. Se ponavlja dvakrat bolj pogostoma kot funkciji sinus in kosinus. Torej, mi bi lahko, rečemo, da tangens je periodičen s periodo pi, bi lahko narisali graf od nič do pi, ki potem se itak ponavlja neskončnosti. Ampak je boljše, da narišemo graf od minus pi polovic do pi polovic. Od minus 90 stopinj do 90 stopinj, ker v tistih dveh vrednostih, minus 90 stopinj, 90 stopinj, funkcija tangens gre v neskončnost. In gre v neskončnost, imamo ti dve navpični asimptoti, katerim se funkcija približuje. Potem vzamemo nekaj vrednosti, ki jih damo v tabelo, naprimer nič radianov, ki je isto kot nič stopinj, tangens od nič velja nič. Potem imamo, torej sem že rekel, da v minus 90 stopinj in plus 90 stopinj gre v neskončnost, pi četrtin, ki odgovarja 45 stopinj, tangens od 45 stopinj je 1 in tangens od minus pi četrtin je minus 1. Potem imamo pi tretjin, 60 stopinj, tangens od 60 stopinj je koreno 3 in minus pi tretjin je minus koreno 3. Potem je ena vrednost, ki jo ne poznajo vsi, ampak tukaj nam prije prav za graf, 75 stopinj, ker tangens za 75 stopinj velja točno 2 plus koreno 3. In 75 stopinj pretvorjeno v radianih je 5 dvanajstin pi. In podobno v minus 5 dvanajstin pi velja nasprotna vrednost od 2 plus koreno 3. Torej, minus 2 minus koreno 3. Torej, sedaj, kot vidite tukaj, graf stoji lepo na listu in torej povem, katero merilo sem izbral. Sem izbral, da pi, ki ga vsekakor pi ga zaokrožimo na 3, kot sem rekel prej, da pi velja 9 cm. Mi moramo narisati od minus pi polovic do pi polovic. Torej, če pi velja 9 cm, pi polovic velja polovico 4,5 cm. In potem imamo, naprimer, hočemo dati pi četrtin, je še polovica od teh 4,5 cm, je 2,25 cm. Vsekakor pade tukaj na polovici enega kvadratka, tega kvadratka, kjer smo. In pi tretjin, če pi velja 9 cm, pi tretjin velja 3 cm. In ta 5 dvanajstin pi se lahko zračuna z žepnim računalnikom, ker pi smo vzeli, da velja 3, 5 dvanajstin, pi velja 3, ampak mi smo vzeli, da pi velja tukaj 9 cm. Torej naredimo 5 dvanajstin krat 9, 5 dvanajstin od 9 cm, in prije 3,75, vsekakor stoji točno na polovici tukaj enega kvadratka, tudi zato nam pomagajo kvadratki. In tukaj v pi četrtin velja, torej merilo na osi y, smo rekli, da pi smo ga zaokrožili na 3 in velja 9 cm. Torej 1, če tisti pi je bil 3, je 9 cm, 1 je ena tretjina od tega, ena tretjina od 9 cm so 3 cm. Torej, ena enota tukaj na osi y je 3 cm, potem 6, 9, tako gremo naprej. Isto za negativne vrednosti. In torej, imamo izhodišče, ker tangens od nič velja nič. Imamo tukaj za pi četrtin velja 1, za pi tretjin velja koreno 3. Ampak tukaj kako damo vrednost? Je res, da je koreno 3, ampak mi smo vzeli kot merilo, da ena enota so 3 cm. Torej, tisti koreno 3, če hoče imeti v centimetrih, bomo mogli napraviti 3 krat koreno 3. Torej, ki pride približno, če zračunate 5,2. In date tukaj točko, In potem za 5 dvanajstin pi, koliko velja? Velja 2 plus koreno 3. Ampak
kot sem kome rekel, ena enota so 3 cm, torej, če hoče imeti v centimetrih, moramo narediti ta 2 plus skoraj 3, moramo pomnožiti s 3. In če zračunate s kalkulatorjem, žepnim računalnikom, prije 11/2 približno. Ja, in tukaj za negativne vrednosti so iste, samo negativne, ne? In torej sedaj imamo vse točke, da lahko narišemo graf. Graf, ki se približuje tema dvema navpičnima premicama. Tukaj se približuje premici v neskončnosti. In tako imamo to, ki potem ta del grafa se ponavlja v neskončnosti, bodisi na desni kot na levi. Tako, prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.